Pa poglejmo. Nekje globoko v osrčju Disneya, popolnoma skrito pred javnostjo, obstaja en tak poseben laboratorij. Ampak to ni kar neka delavnica, ne? To je Disneyev Imagineering Tech Lab. Lahko bi rekli, da je to rojstnik kraj prihodnosti zabave. To je kraj, kjer se najbolj nore sanje inženirsko spremenijo v resničnost. In tole je ključno. Tehnologija služi zabavi. To je v bistvu njihova mantra, njihova temeljna filozofija. In kot je rekel legendarni Lenny Smoot, tehnologija nikoli ne sme biti glavna zvezda. Ne, ona je tista nevidna sila v ozadju, tihi partner. Njena naloga je, da zgodbe postanejo resnične, da liki resnično dihajo in da se tisto, kar se zdi nemogoče, da se zdi na dosegu roke. Torej, poskusimo si predstavljati ta prostor. Gre za eno tako sodobno tovarno idej v Glendaleu v Kaliforniji. In vse skupaj nekako nadaljuje tisto zapuščino inovacij, ki jo je začel sam Walt Disney. To je res kraj, kjer se fizika kar malo upogne, kjer roboti dobijo dušo in kjer nebo postane platno za nove zgodbe. In ko pogledamo obseg njihovega dela, je res neverjeten. Že od ustanovitve leta 1952 so bili absolutni pionirji. Več kot 70 prestižnih nagrad TIA v zadnjih 30 letih, to samo dokazuje, da niso le del zabavne industrije, oni jo dobesedno ustvarjajo. In področja? Vse od robotike do navidezne resničnosti, vse pod eno streho. A gremo na prvo kategorijo njihovih izumov. To so tehnologije, ki, kako bi rekel, dobesedno manipulirajo s fizičnim prostorom in gibanjem, vse z enim samim ciljem, da nas potegnejo še globlje v zgodbo. In tole je Holotile. Predstavljajte si tla vzeta naravnost iz znanstvene fantastike, ki so zdaj postala resničnost. To je v bistvu tisti slavni holodeck iz Zvezdnih stez. In potencial? Ogromen. Lahko bi zavedno spremenil izkušnje v navidezni resničnosti, omogočil igralcem, da dejansko tečejo v igrah ali pa celo pomagal pri fizioterapiji. Bistvo vsega je torej neskončni prostor na zelo omejeni površini. In kako za vraga to deluje? No, pravzaprav je princip precej preprost, čeprav je tehnologija kompleksna. Torej, ko nekdo hodi, posebni LiDAR senzori, podobni tistim v samovozečih avtih, v realnem času sledijo stopalom. In potem se na stotine teh majhnih ploščic takoj odzove. Zavrtijo se točno tako, da nevtralizirajo gibanje. In rezultat? Občutek je, da se hodi v neskončnost, čeprav v resnici stojimo praktično na mestu. Ok, Holotile nas torej drži trdno na tleh. Ampak, kaj pa, ko mora zgodba poleteti? Kaj, ko mora junak preseči meje gravitacije? Kako za vraga oživijo superjunake, ki letijo po zraku in izvajajo akrobacije, ki res kljubpujejo smrti? Odgovor? Stuntronics. Poglejte, to ni samo robot, to je akrobat, kaskader in inženirski čudež vse v enem paketu. Prav ta tehnologija omogoča, da liki, kot je recimo Spider-Man, v predstavah v živo izvajajo tiste neverjetne nadčloveške podvige in to tik nad glavami obiskovalcev. In da si lažje predstavljamo, za kakšno zverino gre, ta robot tehta celih 90 kilogramov. To ni neka lahka lutka, nikakor. To je robusten stroj narejen, da prenese res ekstremne sile med tistimi akrobacijami visoko v zraku. In potem ga med predstavo izstrelijo. Čez osupljivih 85 metrov. Samo predstavljate si. V tem res kratkem letu mora popolnoma sam izvesti vse obrate in pristati. Na milimeter točno. To zahteva res neverjetno natančnost in seveda moč. Ampak veste, kaj je morda še najbolj noro? Kako se uči? Robot namreč preučuje animacije iz filmov in potem z uporabo umetne inteligence, s poskusi in napakami v samo 2 dneh osvoji te gibe. To ni več klasično programiranje. Ne, to je učenje. To mu omogoča, da v resničnem svetu popolnoma posnema tisto, kar smo prej videli samo na filmskem platnu. Vendar pa Disneyjeva robotika ne kljubuje samo gravitaciji. Želi si osvojiti tudi srce. Pa se premaknemo od teh velikih, fizičnih spektaklov k nečemu bolj intimnemu. Ker Disney ne ustvarja samo tehnologije, ki se premika. Ustvarjajo tehnologijo, ki čuti ali pa se vsaj zdi, da čuti. In tukaj nastopijo droidi BDX. Poglejte te prikupne otroško velike robote. Oni so res veliko več kot samo stroji. So celo zmagovalci prestižne nagrade TEA in to ravno zaradi svojih realističnih interakcij. V parkih so postali prave male zvezde. In kaj jih dela tako resnične?
Ključno je to, da njihovo vedenje ni vnaprej sprogramirano. Umetna inteligenca jim da osebnost. Nekateri so radovedni, drugi bolj sramežljivi. Ves čas se učijo in odzivajo na okolico, na obiskovalce. Zato vsaka interakcija deluje edinstveno in pristno. Ne gre za ponavljanje gibov, ne, ti druidi dejansko živijo svojo zgodbo. Ta primerjava pa res lepo pokaže, za kakšen ogromen preskok gre. Poglejte, prišli smo od klasične animatronike, ki je v bistvu samo sledila eni in isti ponavljajoči se zanki, do robotov, ki se danes samostojno gibljejo, sprejemajo odločitve v realnem času in se učijo iz izkušenj. To je, roko na srce, razlika med lutko in resničnim likom. Dobro, od teh intimnih interakcij z roboti na tleh pa se zdaj ozrimo navzgor proti nebu. Ker Disneyjeva čarovnija se ne dogaja samo na dosegu roke. Ne, razteza se čez celotno nočno nebo in ustvarja spektakle, ki preoblikujejo resnično vse okoli nas. Disneyjevi droni to niso samo neke leteče naprave z lučkami. Govorimo o natančno usklajenih rojih, včasih tudi do 500 dronov naenkrat, ki jih vodi umetna inteligenca. To so digitalne konstelacije. Na nočnem nebu slikajo like, recimo Mandaloriana, in ustvarjajo gibljiva ozvezdja, ki pripovedujejo zgodbo. In seveda ne smemo pozabiti na tehnologijo, ki je postala praktično sinonim za Disney. Govorim o naprednem projekcijskem mapiranju. S to tehniko statični gradovi niso več samo neke kulise v ozadju. Postanejo živa, dihajoča platna za epske zgodbe. In klasični ognjemeti se tako spremenijo v popolnoma poglobljene, neverjetne iluzije. No in kaj se zgodi, ko vse te neverjetne tehnologije združimo, ko jih povežemo skupaj? Ne dobimo samo nove atrakcije ali nove predstave, ne. Dobimo nekaj veliko večjega. Dobimo celoten, verodostojen svet. In to je tisti končni cilj laboratorija Imagineering. Poglejmo si ta recept za čarovnjo. Vzamemo HoloTile za neskončno gibanje. Dodamo VR slušalke za popolno vizualno potopitev. Umešamo še Beats droide za interakcijo z liki. In vse skupaj začinimo s prostorskim zvokom. In kaj dobimo? Dobimo resnično verodostojen svet, ki ga lahko raziskujemo. Svet, v katerem ne gledamo samo zgodbe, ampak postanemo njen del. In to nas pripelje do bistva, do morda najpomembnejšega spoznanja. Vsa ta neverjetna robotika, umetna inteligenca, ves ta inženiring, vse to ni samo sebi namen. Sploh ne. Njihov edini cilj je, da se umaknejo, da izginejo v ozadje, da pustijo prostor za čista čustva, za čudenje in seveda za spomine, ki ostanejo za vedno. In tako pridemo do končnega vprašanja, kaj ne? Ko je tehnologija tako dobra, ko je vse tako prepričljivo, kje se pravzaprav konča simulacija in kje se začne resničnost? Svako novo inovacijo je ta meja tanjša in vprašanje za prihodnost morda ni več, kaj je mogoče, ampak kje bomo sploh še potegnili črto med svetom, ki ga doživljamo, in tistim, ki smo ga do sedaj le sanjali.